Spoštovane članice, spoštovani člani in vsi ostali poslušalci, podporniki in vsi, ki ste danes prišli v prostore Društva za srečno življenje Belis, vsi, ki nas spremljate na družbenih omrežjih, na Rumble ali kako drugače v živo, vse vas prav prisrčno pozdravljam in seveda takoj na začetku, ker bo program pester, že vsem voščem vesele, praznovanje veliko, kako že rečejo, sreče, zadovoljstva in pa iskrice, ki bo prebudila vseh nas življenje. Danes imamo kar zanimiv program. Podali se bomo na pot raziskovanja nekaterih, veste, manj očitnih silnic, ki morda oblikujejo naš svet in naša življenja. In v dobi tega izjemnega tehnološkega napredka in pretoka informacij nam prinaša, bom rekel, neke prednosti, hkrati pa odpira vrata novim izzivom, potencialnim nevarnostim za našo avtonomijo in svobodo. In ravno o tem bo nocoj tekla beseda. Preden pa začnemo, seveda bi se pa najprej rad zahvalil naši članici, tej, ki je naredila res bogat zapisnik iz našega prejšnjega 201. srečanja, tako da Teja, srčna hvala za tvoj trud, za tvoje delo. In upam, da ste zapisnik tudi prejeli. In tako kot ponavadi, ali ima kdo kakšno besedo za razpravljati v zvezi z zapisnikom, naj pove sedaj, tako tukaj v pisarni, ali pa seveda tudi na Zoomu. Bi kdo želel razpravljati v zvezi z zapisnikom? Je kakšna pripomba? Ok, tukaj ni pripombe, na Zoomu tudi ne slišim, da bi bili kakšna pripomba. Torej naredimo sklep, da je zapisnik iz 201. srečanja sprejet brez pripombe, za kar se vam srčno zahvaljujemo v društvu za vaše zaupanje in tudi ta zapisnik bo šel k ostalim v naš redni arhiv. Tako da meni so tukaj prinesli, veste, neka pomladna stvar, pa bi z vami skupaj rekel na zdravje vsem skupaj, preden začnemo z današnjo seveda temo, tukaj na zdravje vsem in pa vam, tako da malo pogrejemo dušico. Tole je pa dober. Hvala lepa. Hvala lepa. No in v naslednjih nekaj minutah, spoštovani prisotni, vsi bomo raziskali ideje o možnem načrtnem oblikovanju naše percepcije resničnosti. Poglobili se bomo v skrbi glede digitalizacije, izobraževanja in njenega vpliva na naše otroke, na mlade generacije in bomo skušali osvetliti širše družbene implikacije nadzora, ki se skriva pod krinko napredka, pod krinko inovacij, pod krinko izobraževanja, kulture, politike in vsega, čemur smo danes priča. Kot je recimo primerjava določenih družbenih trendov z metodami znanih kultov in na koncu bomo poskušali najti odgovore na vprašanja, kako se kot posamezniki in družba, posebej pa mi v društvu, soočiti z vsemi temi stvarmi, s težavami, in kako hkrati tudi preprečiti ali pa recimo dati pametno injekcijo, nasprotno injekcijo vsem tem podtaknjenim prisilam. Torej, naše predavanje bo razdeljeno, jaz sem si to predstavljal nekako na 4 dele, kjer bosta sledila zaključek in sinteza, ampak je prišel podpredsednik, prinesel je nekaj novitet, prinesel je še nekaj novih videoposnetkov, tako da smo program rahlo prilagodili. In glejte, namen današnjega srečanja je, kako preprečiti širjenje strahu, kako pravzaprav se na to stvar pripraviti, kako kritično razmišljati in kako ozaveščeno delovati. In če mi dovolite, bi jaz najprej, se pravi, v prvem delu povedal kratko arhitekturo nadzora. Pri arhitekturi nadzora mislim na oblikovanje resničnosti v naši digitalni dobi, v tej digitalni transformaciji, kot temu pravijo.
čeprav gre za povsem nekaj drugega, ne more računalnik prevzeti nadzora nad našim življenjem. Ker danes v takem svetu, ki živimo, kjer se naša resničnost oblikuje na načine, ki morda se ne zdi sploh najprej očitna, obstaja mnenje, bom rekel, podkrepljeno z različnimi analizami, študijami, dokazi in opažanji, to, kar bo Egidi še danes posebej izpostavil, da se okoli nas ne ustvarja le spontani kaos informacij, temveč morda celo načrtno grajena matrica življenja. Namen te hipotetične matrice pa naj ne bi bil najbolj dobro ali pa nujno dobro namiren, tako kot se predstavlja. Hitro, kvalitetno, kakovostno, lažje, vse boste to 1, 2, 3 naredili, ne? In tako naprej, da bi šlo v bistvu za en poskus omejevanja, v to smo v društvu več kot prej prepričani. Gre za usmerjanje naše svobode in za usmerjanje našega vedenja, obnašanja, za poslušnost, kar pa mislim, da naša družba absolutno ne more na take stvari pristati. Ključno vlogo pri vsem pa tem seveda igra vpliv informacij. Samo če vzamemo, ne vem, umetno inteligenco, vse na podlagi informacij. Hkrati, poleg tega, gledajte, smo dnevno bombardirani z novicami, objavami na družbenih omrežjih, oglasi, pogovarjaš se s prijateljem o eni stvari, čez 2 uri že dobiš oglas, ko odpreš. Naj si bo Facebook, naj si bo elektronsko pošto, ali pa odpreš spletno stran, ali pa iščeš karkoli na Google in se ti odpirajo oglasi točno na temo, o kateri si se pogovarjal. In vse to prihaja iz različnih medijev, ki imajo svoje lastne agente, imajo svoje lastnike, imajo svoje algoritme, študije o medijski pismenosti in psihologiji medijev. Naprimer, se spomnite dela Noam Chomsky o proizvodnji soglasja. Danes je družbena proizvodnja soglasja. Tovarna soglasja, kamorkoli prideš, je treba narediti soglasje, ki te pripelje v popolnoma drugo stvar. Ali pa najnovejše raziskave o vplivu algoritmov družbenih omrežij na polarizacijo družbe in kažejo, kako lahko selektivna predstavitev ali pa predstavljanje, bom rekel, nekih informacij ali pa poudarjanje določenih zgodb in zamolčevanje drugega vpliva na naša prepričanja oblikuje kompletno javno mnenje. In s tem javnim mnenjem se potem vzdržuje stanje v družbi, nenehne tesnobe, nenehne skrbi, nenehnega preusmerjanja pozornosti in vse, kar k temu pač spada. V glavnem gre za preusmerjanje pozornosti od stvari, ki so nujne za naše življenje, ki bi jih mogli reševati, pa jih ne. Primer, pomislite na stalno poročanje recimo o krizah, pa naj si bo to zdravstvena, ekonomska, varnostna. Čeprav je ozaveščenost pomembna v tej stvari, lahko nenehno izpostavljanje negativnosti, scenarijem, ki jih ustvarjajo mediji, ustvari v nas občutek nemoči in poveča pripravljenost, sprejeti skozi neke ukrepe, se bati, kupovati, delati zaloge in vse to omejuje našo svoboščino, naše svobodne odločitve, ki bi jih sicer drugače naredili v zameno za obljubo varnosti. In teoretiki v tej zadevi gredo pa še dlje in opozarjajo na možnost tehnološko podprtega nadzora. V tem tehnološko podprtem nadzoru bo podpredsednik društva Egidi Selinšek nocoj povedal praktične primere, kaj se dogaja, kako se dogaja, in to, glejte, posega celo do naših misli, v naše možgane. Govori se o želji po popolnem nadzoru, kjer bi se uporabile in se uporabljajo dejansko tehnologije, kar boste nocoj videli v živo skozi filme, in je usmerjeno naravnost kam? V naše možgane, v naša čustva, v naše obnašanje. In ideja o izjemno majhnih delcih, nanodelcih, danes niso čipi več, kot sem vam ga recimo jaz poslal v poročilu, kjer se vidi na nohtu čip, ampak to so čipi, kjer so nanodelci. Naprimer vzdihavanjem, s hrano, cepivi, prezračevanji. Čeprav je treba poudariti, da so trditve recimo o namenu vnosu nadzornih nanodelcev preko cepiv, pravijo, da je to del teorije zarot.
da je to znanstveno nepotrjeno. Težko je znanstveno nanodelec potrditi, kaj pravzaprav počne, če so to 70 let razvijali, mi pa naj to zadnjih 5 let raziskujemo brez tehnologije, s katero bi lahko to izmerili. Vendar so ljudje, ki imajo vest, so ljudje, ki imajo tehnologijo in so ljudje, ali tem, ki rečemo žvižgači, ki nam dejansko povejo stvari takšne, kot so. Veste, in zamisel, že sama zamisel, da bi s pomočjo teh nanodelcev lahko nekdo nadaljavo spremljal naše misli, spremljal celo našo možgansko aktivnost, zveni kot znanstvena fantastika, ampak to danes ni več znanstvena fantastika. Raziskave na področju možganskih vmesnikov, nanotehnologije za medicinske namene, naprimer ciljana dostava zdravil, ne. Smo priča znanstvenim filmom, ki nam to jasno prikažejo. In čeprav je trenutna tehnologija danes daleč od zmožnosti nadzora misli, etičnih vprašanj o potencialni zlorabi teh tehnologij v proizvodnji in v prihodnosti, ni odveč, če nocoj na to temo posebej globoko spregovorimo. Naj vas opozorim. Ključno je ločiti med realnim zdravstvenim napredkom in spekulativnimi in neutemeljenimi strahovi. Tako da podobne skrbi se selijo predvsem v kontekst modernega izobraževanja. Pospešena digitalizacija, veste, v šolah, čeprav prinaša nove možnosti učenja, pri nas vseh, posebej v naših letih, poraja bojazen pred oblikovanjem tako imenovane digitalne zavesti, predvsem pri otrocih, ki so naša prihodnost. Naj vam povem primer, tukaj se sprehajajo po naši ulici otroci in zdaj, če vzamemo recimo od leta 2018, zdaj smo 2025, so otroci tukaj 6-7 let stari, ki hodijo tukaj mimo moje pisarne, kjer imam rezidenco, pa recimo temu 30 let, in 30 let imam napis ekspres izdelava vizitke in vpraša mamica, kaj je to vizitka. Tako so že zdigitalizirani. Analogne stvari postajajo popolna anonimka, neznanka. Kaj to pomeni, dragi prijatelji? To pomeni, da obstaja skrb, da bi se vsaka njihova interakcija z digitalnimi učnimi platformami, recimo vsak klik, vsak odgovor, vsak čas, porabljen za nalogo, beležila, analizirala, shranjevala v obsežne digitalne profile. Veste, kaj Slovenija je danes nič drugega, kakor podatkovna kolonija. Včasih so imeli Angleži kolonije v Afriki, pa po raznih drugih koncih sveta. Danes tega ni več. Danes ali si vrhunski lastnik umetne inteligence in računalniške podatkovne baze kot lastnik, ali pa si, tako kot sem rekel, podatkovna kolonija, to, kar Slovenci smo, in celo vse občine, da boste vedeli, naše občine, slovenske občine, izvažajo podatke, ne, Skupnost občin Slovenije, izvaža podatke na Irsko. A si predstavljate, kako je ogrožena samo naša suverenost? A veste, kaj pomeni občina? Skupnost občin in občine izvažajo podatke iz Slovenije o nas, o občanih, o državljanih. Da ne govorimo o avtomobilski tehnologiji, ko se politik usede v avto in ga avto posluša, snema. Se sploh ne zavedajo ti fantje. In gledajte, to vse vodi k subtilnemu usmerjanju razmišljanja, omejevanju izpostavljenosti različnim pogledom in spodbujanju skladnosti namesto kritičnega mišljenja. Mi nimamo več kritičnega mišljenja, vse je vodeno preko digitalnih naprav in sicer algoritemsko. Glejte, gre za prilagojene učne poti, da bi lahko otroke usmerjale k naprej določenim, pa dajmo to povedati v navednicah, pravilnim njihovim usmerjenim odgovorom ali pa recimo svetovno-nazorskim pogledom, namesto da bi spodbujali osebno raziskovanje, samostojno mišljenje, samostojno oblikovanje mnenj. Mi smo včasih imeli prosti spis, ki si ga mogel napisati po svoji domišljiji, tega ni več. Ker vključevanje umetne inteligence, ocenjevanje, tutorstvo ali celo oblikovanje učnih vsebin
odpira, glejte, globoka vprašanja o pristranskosti algoritmov, depersonalizaciji učenja in dolgoročnih posledicah na svobodo mišljenja mladih. Vse te niti se prepletajo v širšo idejo o družbi nadzora, ki se pogosto predstavlja pod krinko napredka, pod krinko varnosti, hitrosti, lahkotnosti dela, dela od daleč, dela od doma, udobje, a ne, to je udobna je ta kartica, kaj ne, vse nas na takšne stvari lovijo. In nam ponujajo rešitve v obliki pametnih mest, digitalnih identitet, sistemov socialnega kreditiranja, kot ga vidimo v nekaterih delih sveta, že v polnem razmahu, ki obljubljajo kaj? Ja, bolj srečno in boljše in lepše življenje. Kaj pa zahtevajo? Zahtevajo pa vedno več podatkov in vedno več nadzora nad našim življenjem in vedenjem. Glejte, in v takšni družbi bi se posameznik lahko znašel pred dilemo, ali se odpovedati svoji individualnosti, odpovedati svoji popolni zasebnosti in v svobodo, v zameno za občutek varnosti, pripadnosti ali celo zgolj možnosti participacije v družbi. To pomeni, če ne daš svoje zasebnosti, nisi del družbe. Če daš pa svojo zasebnost, tako kot Klaus Schwab, ja, če nimate kaj skriti, vam lahko gledajo tudi v možgane. Bomo danes pogledali v enem kratkem 4-minutnem odseku, kaj pomeni iz odseka filma Black Mirror ali pa All Your Life, vse tvoje življenje, kako so si že leta 2010, pazite, to je 15 let nazaj, predstavljali, kako bo v prihodnosti. Presenečeni boste, kaj boste videli, ne? In lejte, zgodovina nas uči, da se lahko želja po nadzoru pojavlja v različnih oblikah in se pogosto skriva, veste, za najplemenitejšimi cilji. Najlepše nam predstavijo stvari, kot so javno zdravje, ne, strahoten boj proti terorizmu. A veste, greste na sodišče in kaj se tam zgodi? Tam vas pregledajo, ne, kot na letališču, kot teroriste, brez sodnega naloga na sodišču, v sam posmeh pravu. Ali pa gre za ekonomsko učinkovitost, ali pa te ustavi na cesti kot terorista, ali kakorkoli že, ker te sploh ne sme brez sodne odredbe ustaviti, kaj šele pogledati. Preiskava je pa itak kaznivo dejanje brez sodne odredbe. In to počnejo že dolgo časa. Temu bo treba napraviti konec. Zato je ključnega pomena, dragi prijatelji, članice in člani, vsi prisotni tukaj, da ostanemo budni, ozaveščeni, izobraženi, da kritično ocenjujemo informacije, ki jih prejemamo iz vseh možnih virov, da jih skušamo preveriti in da aktivno ščitimo svojo pravico do svobodnega mišljenja, do zasebnosti in pa predvsem avtonomnega delovanja. In to je bil ta prvi del našega razmišljanja.